tokratni avtomobilnosti vam pojasnimo, zakaj smo za slovenski avto leta razglasili Forda Focusa. Napovemo, kaj bo za našo mobilnost prineslo leto 2019, tudi s pomočjo novic iz salona CES. Nato ocenimo Mercedesovega A-ja in se v Abu Dhabiju pogovorimo s Camelom. Električni Audi se je namreč zdel sila zanimiv. Pozdravljeni v avtomobilnosti v prvi oddaji v letošnjem letu, ki jo po tradiciji začenjamo z slovenskim avtom leta. Slovenski avto leta je znan in je Ford Focus. In Focus je tudi glavna zvezda današnje oddaje, seveda preden gremo na puščavske sipine in spoznamo Camelo. Ste pa nam, dragi gledalci, bralci in poslušalci, dali kar težko nalogo, ko ste izbrali 5 finalistov za slovenski avto leta. V bistvu ste nam jo zagodli tako, kot si pravzaprav tudi želimo, zato da imamo lahko že takoj na začetku leta trde avtomobilistične pogovore. In ko smo ocenjevali 5 letošnjih kandidatov, smo imeli veliko dela. Tukaj je bil evropski avto leta Volvo XC40. Bil je tudi dvojček oziroma recimo temu bratranca sta bila iz Volkswagenove grupe, in sicer Volkswagen T-Roc, ki je malo manjši, mestni SUV, zelo popularen, in pa seveda še drugi, ki ga pričakujemo kar v veliko slovenskih garažah v tem letu, in sicer Škodin Karoq, ki je malo večji od T-Roca. Za oba napovedujemo lepo prodajno leto, tako kot tudi za oba finalista. Prvo in drugo mesto je bilo tokrat popolnoma izenačeno. V bistvu 2 Golfa, samo da vmes ni bilo Golfa. Samo da sta bila Ford in Kia. Tako, in enoglasno iz vseh uredništev je šlo glas Fordu na prvo mesto. In zakaj smo Focusu dali največ glasov v avtomobilnosti? Predvsem zato, to je pri nas pomembna tema, ponuja zelo dober paket varnostne opreme za sprejemljiv denar. In konstrukcijsko, že prej se je vozil zelo dobro, zdaj pa seveda je narejen tako, kot se spodobi, in človek lahko pravzaprav uživa v vožnji in tudi noter niso toliko šparali pri materialu. Ne, sploh niso. Pravzaprav je velik korak naprej, tako v udobju, vozni dinamiki in predvsem v kakovosti in uporabljenih materialih. Da o modernih asistenčnih sistemih sploh ne izgubljamo besed, od radarskega aktivnega tempomata, recimo inteligentnega prilagajanja hitrosti, do parkiranja samo s pritiskom na gumb. In kar je prav tako zelo pomembno in je prej redkost kot pravilo, veliko teh asistenčnih sistemov je na voljo že v nižjih paketih opreme. No, za kaj več, ga bo pa treba zapeljati. Kaj je torej tisto, kjer smo v našem testu Focusa najbolj pohvalili? Prvič, Focus je popolna zmes vseh možnih zahtev, ki jih imajo vse možne ciljne skupine. Najbolj pa izstopajo vozne lastnosti po željah živahnih voznikov. Za volanom res čutiš, kako je avto uravnotežen, kako voljno se spusti v ovinek, kako stabilen je v njih. Trdimo, da je med vsestranskimi avti Focus eden najbolj vozniških ta hip. Drugič, Ford je ena tistih znamk, ki demokratizirajo moderno asistenčno tehniko, in Focus je glavni ambasador tega. Aktivni tempomat ustavlja in speljuje, žarometi ne bleščijo nasproti vozečim, avto zmore samodejno zavijati in tu je tudi sistem, ki varuje gume in platišča pred udarnimi jamami. Tretjič, Focusove prednosti so sicer res najbolj očitne v bogatejših različicah, a že v racionalnejših verzijah ponudi marsikaj, predvsem pa dodatkov ne pogojuje z najdražjimi motorji. No, ta in pa seveda vsi ostali testi, če ste kakšnega zamudili oziroma če bi ga še enkrat pogledali, se najde tudi na prenovljenem MMC-ju, kjer pa imamo za vas tudi vsak teden svežen novic. In ni treba imeti steklene krogle, da bi lahko napovedali, da se bo v letošnjem letu zelo veliko na avtomobilnosti in na MMC-ju iz spletni strani govorilo o recimo tem, da bojo letalske karte v letošnjem letu verjetno padle na najnižjo ceno, še posebej za dolge letalske polete. Verjetno zaradi tega, ker je konkurenca zelo velika, ker je turizem postala posebna gospodarska panoga za letalske družbe, v katero vlagajo zelo veliko, kar govori tudi podatek, da se odpirata. Eno se je že odprlo, največje letališče trenutno na svetu je v Istanbulu. Drugo, še večje letališče se odpira kje drugje kot na Kitajskem. Tam že beležijo prek 500 milijonov potnikov na leto. Ampak letalske karte verjetno ne bodo prav dolgo zelo poceni, saj bojo letalske družbe kmalu zapopadle novo zakonodajo, pri kateri bodo morale plačevati poseben ogljični odtis, kar bodo zagotovo
preložile na potnike. No, in če ostanemo tudi malo na Kitajskem, kar se tiče hitrih železnic, imajo že 27.000 km prog, ki dovoljujejo hitrosti več kot 250 km/h. In do leta 2025 jih bodo imeli še 11.000 več. Gradijo jih praktično tako hitro, kot v Evropi ne gradimo nič. Si znamo predstavljati, kaj bi 27.000 km, kot jih imajo zdaj, Kitajci pomenilo za celotno Evropo, da ne omenijo sploh drugega tira pri nas. Kateri referendum bomo imeli mi do leta 2025? No, je pa ena gospa v Evropi, ko si ravno omenil, vsakič, ko je nemški vlak zamujal, začela plesti šal. In v letu 2018 ga je, lahko ga vidite tudi na sliki, spletla za 1,5 metra. Tako da zdaj veste, kaj se splača delati takrat, ko vlak zamuja. Ne nameravamo pozabiti vseh lepih dogodivščin, ki smo jih doživeli s prvim A-jem, tistim, ki je bil prostorski čudež na 4 kolesih. Toda spomine bomo prihranili za nedeljsko ogledovanje zbledelih slik v fotoalbumih. Zdaj smo v digitalni dobi in razred A za leto 2019 mora biti pač drugačen. Popolnoma drugačen. To pomeni športen, kupejevski. Tim našega rojaka Roberta Lešnika je tokrat pripravil avto, ki z ozkimi okni in super športno masko krasi mestne ulice. Notranjost pa je sploh takšna, da že na pogled vzbuja občutke GT superiornosti. Ideja sicer ni nova, to je skušal ponuditi že tudi prejšnji A, a na začetniški način. Zdajšnji, 4. A dokazuje, da se v Stuttgartu iz svojih napak učijo. To se recimo kaže pri ureditvi voznikovega delovnega prostora, ki je zdaj kljub premijskemu minimalizmu veliko enostavneje obvladljiv. Naj bo prek na dotik občutljivega stekla ali prek miške oziroma grafične tablice. Še najlažje pa je, če se s tem avtom kar pogovarjate. Hi Mercedes. How can I help you? Show me the recent destinations. Select a destination, please. Ne v slovenščini, a v angleškem ali pa tudi nemškem jeziku se boste lahko marsikaj zmenili. S tem Mercedes-Benz ponuja povsem nov način uporabe avta, se pa morate zavedati, da Mercedesov asistent hoče imeti svoj red in ne mara, če mu v zelje skače Siri ali Googlov OK. Kakega Amazona mu sploh ne omenjajte. Če ste torej naročeni na recimo Apple ali Googlov glasbeni servis, za predvajanje zaželene glasbe raje pobarajte asistenta iz Silicijeve doline, kot pa A-jevega Nemca. Asistenčni sistemi so področje, kjer je Mercedes-Benz zelo domač. Robotsko upravljanje z volanom in stopalka razred A obvlada bolje, kot to počnejo cenejši avti. A na področju vožnje je pomembno tudi to, da športna GT oblika ni samo pozerstvo. Vozniku, ki se želi peljati dinamično, bo dal zelo veliko, pri čemer pa bo vselej ostal hrbtenici prijazen, se pravi udoben. Odraz novega časa pa se kaže tudi v pogonskem sklopu. V preizkusnem A-ju smo tokrat poslušali v primerjavi z rohnečimi dizli z dna Mercedesove ponudbe veliko prijetnejši bencinski turbomotor. In ta motor s 160-člansko konjenico je lahko hiter ali pa zmeren. Vse je odvisno od vaše desne noge, tudi poraba, ki se giblje med 6 in 10 litri. Tako velik razpon je seveda posledica majhne, komaj 1,3 litrske prostornine. Ironično pa je, da svojo majhnost razkrije prav z zvokom. Pri dinamični vožnji se namreč ceneno dere. Nemci bi ga morali zakamuflirati. Pozna se, da so se večino časa ukvarjali, da je A200 pri običajni mestni vožnji električno tih. V nadaljevanju oddaje vam povemo naša pričakovanja, kako bo leto 2019 spremenilo našo mobilnost. Pomagali si bomo s primeri iz salona CES. In ja, kot smo vam obljubili, besedo bomo dali tudi Kameli, ki je v Abu Dhabiju pokazala veliko zanimanja za električnega Audija e-tron.
Od mrzlega začetka oddaje pa gremo v bolj tople kraje, v toplo destinacijo. In sicer, Andrej, kaj je bilo to s kamelo in puščavo? Ja, kamela je bila pa res, kot da bi bila pri Malem princu na sredi puščave, naenkrat se je pojavila. Z Mihatom sva v e-tronu ugotovila, da je toliko nabrane energije, da lahko ubereva čisto eno posebno pot in greva v res pravo puščavo. Takrat je naenkrat tam se pojavila kamela in človek, ki jo je pasel, ki sicer ni hotel pred kamero, ne, čeprav sva se z njim pogovarjala, in kamela je tukaj. Vožnja z električnim avtom po deželi, ki je prepojena z nafto, je dobra provokacija. Ampak, če na vse skupaj pogledamo iz malenkost drugačnega zornega kota, ugotovimo, da je izbira te puščavske lokacije v Abu Dhabiju zelo sporočilno močna za predstavitev prvega električnega Audija. Življenje tukaj z naravo ni bilo nikoli lahko. Se je pa zelo močno spremenilo pred približno 80 leti, ko so odkrili nafto. Zdaj se tudi oni obračajo k drugačni prihodnosti. Sosednji Dubaj, ki je počrpal že skoraj vse svoje zaloge nafte, je sinonim za netrajnostno življenje. Pravo nasprotje pa je Abu Dhabi, ki ima nafte še veliko, pa kljub temu intenzivno išče pot do novih virov energije. Zato, da bi mu uspelo zadržati udobje in kakovost življenja v puščavi tudi potem, ko se bo spraznil še njihov zadnji rezervoar nafte oziroma potreba in želja po njej. Usmerjenost k spremembam, ko zanje še ni nujne potrebe, pa je stičišče, ki nas pripelje k prvemu električnemu Audiju. E-tron je po velikosti primerljiv s Q5. Tudi oblikovno namenoma ponuja točno tisto, kar danes hočejo Audijevi kupci po vsem svetu, a z novimi tehničnimi rešitvami vendarle prinaša nove občutke v vožnji. Po eni strani s tišino v kabini, potem so tu vzvratne kamere na boku, ki zahtevajo kar nekaj privajanja, največ novega pa seveda prinaša baterijski sklop. Tega so namestili pod potniško kabino in ima kapaciteto 95 kWh, kar e-tronu omogoča 400-kilometrski doseg. Toda doseg je le en del Audijeve električne zgodbe. In our next generation Quattro, the e-tron Quattro, with its two electric engines in the front and the rear, we actually don't have a mechanical connection between these axles anymore. So on the one hand, of course, we have the benefit of not having additional weight in there, and we are not limited by the coupling or the differential in the middle. For efficiency tasks, for example, we use only the rear engine, and when we do like handling and vehicle dynamics, we use also the front axle to increase the cornering behavior of the car. We integrated wheel selective torque control, also known as brake torque vectoring, directly in our Quattro controller, and we always generate reproducible and fast cornering behavior. Brake torque vectoring itself means nothing else than giving some brake interventions on the inside wheels while cornering. So Andre, what you will find out today is the dynamic mode. The dynamic mode gives you not only a lower chassis, because the whole car has an air suspension, so the car will go down, and due to the heavy battery in the middle, it reacts like a middle engine car. It accelerates a little bit faster because there is a boost mode. In the boost mode, we give you 8 seconds of additional energy, but I promise you, 8 seconds in accelerating in this car, it takes you to the moon. This is a sports car, and please discover the beast inside this car today. For doing this, we found a nice mountain here. This is the Jebel Hafid. Jebel does mean mountain, Hafid is the name. It's 1,200 meters high, and there is a winding road going up. And for the young Arabs, this is what for the Americans is the Pikes Peak. Ampak električni sklop vendarle prinaša nekaj posebnosti, še posebej v dinamično vožnjo, recimo skozi ovinke. Spomnimo, baterije so spravljene tukaj, v celo površino dna avtomobila in težke so. Govorimo o tem, da če gremo v ovinek z visoko hitrostjo in pozno zaviramo, bo e-tron pokazal hitro znake bežanja sprednjega dela iz ovinka. Kar pa lahko naredimo pa je, in to tisti, ki ste ga spremljali lansko leto, poznate iz naših delavnic Quattro vožnje v Planici. Takrat smo rekli, Quattro je idealen za pospeševanje iz ovinka, vendar za tehniko, ko z volanom
odpiramo volan in bolj ko se kolesa poravnajo v smeri iz ovinka, bolj pritiskamo plin. Pri e-tronu pa je zgodba in užitek v športni vožnji malenkost drugačna. Tokrat začnemo z zaviranjem nekoliko prej, potem pa lahko zavijemo z volanom in istočasno močno pospešujemo. Naslednja generacija Quattro, ki se je s to zgodbo elektrike pravzaprav šele začela, je izjemna. Ampak kaj pravzaprav govorim? Počakajmo na planico, preizkusili bomo. Najlepše pri vsem skupaj pa je, da si po novem lahko dinamično vožnjo privoščite brez slabe vesti. While driving down the mountain, you will recuperate energy because the engine is then working as a generator and it's producing energy. And this energy goes directly into the battery. So a lot of the energy you burned for going up, you will get back while going down. And for every kilometer you go down, you will gain around 1 kilometer to drive later on in the normal travel. It's not a perpetuum mobile, not yet of course, it's not allowed by physics, but you really can discover how effective you can be, although you do sportive driving, and to get back really something you invested before. A eno je polnjenje na klancu, drugo pa klasična raba avtomobila. Pri tem lahko povemo, da e-tron omogoča hitro polnjenje na 150 kW ultrahitrih polnilnicah, ki 80% baterij napolnijo v komaj pol ure. Zagotovo bo zelo redko prišlo prav, je pa lepo vedeti, da se da skoraj normalno potovati. What we see today is that fast charging doesn't harm the battery in any way. So customers don't have to worry if they do fast charging or charging at home. It will not affect the lifetime of their car. We guarantee 8 years or 160,000 kilometers. We believe that the battery will last a lifetime, so end of the battery life will also be end of the car life. Ampak poglejmo na vse skupaj še iz drugega zornega kota, mobilnostnega. In potegnemo še eno vzporednico z Združenimi arabskimi emirati, Ameriko in Evropo. V manj kot 100 letih so tukaj dobesedno iz kamel presedlali na najbolj udobno in luksuzno mobilnost. Zdaj je prišel trenutek resnice. Tudi pri nas, tudi v Evropi, v Ameriki. Vendar zdi se, da bo tukaj narava poskrbela za to, da bo transformacija v bolj trajnostno naravnano družbo morala potekati bolj hitro. Tudi pogovor s profesor Katrašnikom, ki je bil zelo strojniško naravnan, je navrgel eno zelo pomembno sociološko družbeno poanto. Odreči se bo treba udobju, spremeniti svoje navade. Tukaj jih že spreminjajo. In to nas pripelje do še enega pomembnega vprašanja za prihodnost. In to tako v povezavi z osebno mobilnostjo, tudi v povezavi z električnimi avtomobili, kot še bolj v vprašanjih sodobne mobilnosti celotne družbe. Tako v enem kot drugem primeru smo pred veliko dilemo, ali lahko zaupamo napredku sodobne tehnologije, da nam bo ponudila v prihodnosti enako, morda celo večjo raven udobja v mobilnosti, ob sočasni, bolj trajnostno naravnani rabi goriva. Nadaljujemo pa z našim sklopom MMC novice, ki jih lahko vsak dan berete na našem zavihku avtomobilnost na www.rtvslo.si. In ena izmed bolj odmevnih novic je seveda ta, da bosta malo bolj sodelovala koncerna Ford in pa Volkswagen. In sicer dogovorili so se, da naj bi leta 2022 bil Volkswagenov Amarok in pa Fordov Ranger že na isti osnovi. Da naj bi začeli bolj zagreto pri tovornih oziroma pri gospodarskih vozilih in sicer, da bo Volkswagen poskrbel za manjši kombi, Ford pa za malo večjega. No, nadaljevalo se bo pa z elektriko. Verjetno, tukaj pa se začne naš komentar. O tem še ne govorijo, ampak toliko je bilo že rečenega v preteklosti in tudi, če spremljamo, kaj se je z tema dvema podjetjama v preteklosti dogajalo, lahko napovemo, da prihodnost zagotovo temelji na tem, da bodo sodelovali predvsem pri razvoju električnih avtomobilov na način, da bo Ford prevzel celotno platformo Volkswagenovega razvoja. Tako da to pa pomeni,
glede na to, da smo v obdobju prehoda na tako ali drugačno elektrifikacijo, da bosta ti dve podjetji ponudili pravzaprav zelo primerljive produkte na električni bazi. No, kaj več novic iz MMC-ja, seveda na spletu in pa v nadaljevanju. Novica o množičnem sodelovanju dveh globalnih velikanov je bila osrednja vest letošnjega detroitskega salona, ki pa je v resnici že povsem zbledel. Manjkala je res dolga vrsta avtomobilskih znamk. Tudi glavne zvezde so bile samo povsem nišna vozila. Med njimi je najbolj odmevala Toyota Supra, močan kupe, ki so mu slavo zgradili hitri in drzni drifterji. Seveda je v igri zadnji pogon, po novem pa tudi BMW-jeva tehnika v japonski podobi. Supro bodo proizvajali v Gradcu, v Magni, na istih trakovih kot BMW-ja Z4. Zagotovo bo torej kakšno Supro sestavil tudi kak Slovenec. Zanimivo pa je, da so prvo serijsko Supro nove generacije prodali na dražbi in to za kar $2,1 milijona. Da je dosegla tako visoko vrednost, je zagotovo zaslužno dejstvo, da je šlo za dobrodelno dražbo, a pomenljivo se zdi, da so za najdražjega Mustanga iztržili komaj $100,000 več. Šlo je za Shelby Mustanga GT500 iz leta 1967 z vzdevkom Super Kača. GT500 pa je v Detroitu dobil novodobno izvedbo. To je postal najhitrejši Mustang vseh časov z več kot 500 kW 5,2-litrskim V8 motorjem, ki stotico doseže v pičlih 3 sekundah. Bolj kot v Detroitu je bilo zanimivo v Las Vegasu na CES-u. Tam smo recimo lahko videli tudi Hyundaija na kotalkah, Kio, ki zaznava voznikov stres, pa tudi BMW-jev samovozeči motocikl, tokrat na primeru samovozečega GS-a. In mimogrede, Bavarci so predstavili tudi prenovljeno sedmico z masko, ki je med MMC-jevimi komentatorji vzbudila mešane občutke. Seat svoje bodoče zaposlene uvaja v lastni vajenški šoli, ki deluje že vse od leta 1957. A v tej šoli se začenja nova doba. Učno snov bodo vajenci 15 minut na dan utrjevali z igranjem poučnih videoiger. In ko smo že pri zabavi, Mercedes-Benz je postal glavni partner podjetja SK Gaming, organizatorja svetovnega prvenstva e-športov, v katerem je izredno uspešen tudi Slovenec Juš Marušič. Audi pa je navidezno resničnost zmiksal z dejansko resničnostjo. Predstavil je koncept, ki virtualno vsebino prilagaja uporabi dejanskim komandam avta. Videoigre pa so Audijevce navdihovale tudi pri razvoju malčka A1 nove generacije. O tem nam priča svojstven dizajn, ki so ga pod taktirko našega novega dizajnera Marka Lichteja oblikovali 20-letniki za 20-letnike, ki so se navdihovali predvsem pri igranju igric računalniških in je seveda oblika že same armaturne plošče recimo zelo povzeta iz neke igralniške konzole, s tem dodatkom seveda, da ima ob obeh straneh zračnike za dovod zraka. Poleg tega Audija sta na naše ceste zapeljala tudi dva Francoza, Peugeot 508 in Citroën C5 Aircross. Poleg tehnike ju zagotovo druži tudi dejstvo, da bosta zelo zanimiva tudi za premožnejše kupce, seveda pa oba ponujata tipične značilnosti svojih znamk. Peugeot z že pohvaljenim kokpitom, Citroën pa z avanturističnimi dodatki. In tokrat imamo za vas kar nekaj letalskih novic. Boeing predstavlja koncept dvokrilnega potniškega letala z ultratankim krilom pod trupom, ki omogoča, da letalo leti više in hitreje ter predvsem bolj učinkovito. Proizvajalec helikopterjev Bell pa je pokazal leteči taksi s 6 rotorji, ki jih lahko poljubno nagibamo, pogon pa je električni, pri čemer elektriko zagotavlja plinska turbina. Ne boste presenečeni, če vam povemo, da gre za brezpilotni leteči predmet. Kot partner z velikim komercialnim interesom pa v projektu sodeluje Uber. Rolls-Royce pa povezuje svoje avtomobilske in letalske inženirje. Skupaj snujejo najhitrejše električno letalo z imenom ACEL kot pospeševanje električne aviacije. Imel bo eno najgostejših baterijskih sklopov z dovolj energije za polet iz Londona v Pariz. Letalo pa naj bi prihodnje leto doseglo skoraj 500 km/h. Navigacijsko podjetje HERE, ki je v lasti BMW-ja, Audija in Mercedes-Benza, je zagnalo aplikacijo SOMO, katere namen je združiti vse taksiste sveta proti Uberu in podobnim svobodnjaškim družbam, da se ti ne bi preveč razrasli in začeli pomonopolno krojiti posel mobilnosti. In kaj prinaša aplikacija?
No, kjerkoli na svetu vam organizira prevoz s taksijem, klasičnim, ne Ubrovi. Da pa mobilnostni posel res ni enostaven, dokazuje Fordov neuspeh. Ukinja storitev Chariot, ki je na digitalen način zbirala potrebe komuterjev iz istih okolišev in jih skupno peljala recimo v center mesta. Vsekakor je prišla ura streznitve, da se avtomobilski proizvajalci ne bodo prav enostavno pretvorili v ponudnike rešitev transporta. No, in če se malo vrnemo na CES, spoznali smo en prav zanimiv helikopter, avtonomni helikopter znamke Bell, ki napoveduje malo več prometa tudi v zraku. No, ampak čez celotno prvo letošnjo oddajo smo zrli daleč v prihodnost. Pa poglejmo še malo nazaj. Letos se bo, naj bi se, začel prodajati tudi prvi avtohelikopter. In s tem stopimo pravzaprav v čevlje velikega genialca Leonarda da Vincija. 500 let mineva od njegove smrti, letošnje leto se bo o Leonardu govorilo veliko, kot tudi izjemnem inženirju, ki je sanjal o helikopterju in avtu v enem. Če bi ga videl, bi bil verjetno zadovoljen. Ja, samo spraševal bi se, kaj smo rabili toliko časa. No, mi ne bomo rabili toliko časa, naslednji teden se spet vidimo. Vmes pa, se veste, MMC, Instagram, Facebook in tudi Twitter.